Danes je v Božji besedi pred nas postavljen odlomek iz 21. poglavja Matejevega evangelija. Jezus pripoveduje priliko o očetu in dveh sinovih. Oba prosi, če gresta delati v njegov vinograd. Prvi reče, da ne bo šel in se potem premisli in gre. Drugi pa v začetku privoli, vendar spremeni svojo odločitev in na koncu ne odide v očetov vinograd. Priliko je Jezus namenil starešinam ljudstva in velikim duhovnikom. Tistim, ki so se imeli za pravične in je bila za njih Jezusova navzočnost moteča. Rutinsko so opravljali svoje pobožnosti in bili zadovoljni s svojo držo. Pravzaprav me spominja na držo marsikakšnega človeka danes, ki misli, da je kar v redu, da mu pravzaprav nič ne manjka in da nima kakšnega posebnega greha. Dva nepopolna sinova. Sam osebno se vse prevečkrat najdem v podobi drugega. Hranim se z Božjo besedo, udeležen sem pri sveti daritvi in v molitvi se pogovarjam z očetom. Vse to lahko rečem, da predstavlja moj da očetu. Prav tako mi je popolnoma jasno tudi, da sem povabljen z vsebino vere, ki jo prejemam, pričevati pred drugimi ljudmi, s katerimi se srečujem. Da, oče, grem v tvoj vinograd. A že takoj po privolitvi v svoji glavi iščem izgovore, se kasneje prepuščam lenobnosti, odlašanju, delam se, da ne vidim ljudi, ki gredo mimo mene v svoji ranjenosti in potrebi. Sem farizej v svojem srcu. Poln sem lastnih prepričanj in izgovorov. Kdaj se celo jezim, zakaj zmeraj jaz? Kaj naj nekdo drug? Jaz nimam dovolj darov, pa itak nima smisla. Jezus zaključi priliko z besedami. Resnično povem vam, cestninarji in vlačuge pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Prav oni, zaradi svoje ranjenosti, na drugačen način sprejemajo Božjo vsebino in spreobračajo svoje življenje. S svojim življenjem je marsikdo od njih zavrgal prvotno Božje povabilo. Preveč je bilo bolečin in ranjenosti. Navzoč je bil beg in utapljanje v svojem svetu. Jezus ni nikoli krivil drugih izgubljenih, zato ker so izgubljeni. Hotel jih je le najti. Današnje sporočilo zame je prav to, da vsebino, ki jo prejemamo v sakramentih in molitvi, ob premišljevanju Božje besede, pretvarjam v konkretna dejanja. To je delo v očetovem vinogradu. Prav tam lahko srečam sestre in brate, ki so podobe mladikam na vinski trti. Posebna pozornost naj gre tistim, ki so ranjeni, poškodovani, zlomljeni, osamljeni in potrti. To je poslanstvo nas kristjanov. In prav to nam velikokrat zmanjka. Zato se mi zdijo besede evangelija danes še kako aktualne. Naj nas to dnevno sporočilo spodbudi še k nadaljnjemu premišljevanju o Božji besedi in osebni rasti.